Dobrodošli na dnevu odprtih vrat 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, prav tako pa seveda ob prazniku 15. brigade in pa vojaškega letalstva in zračne obrambe. Danes tukaj vsem našim državljanom dajemo na razpolago vso tehniko, s katero 15. brigada upravlja in katero imamo v naši uporabi, ter katera nam zagotavlja delovanje letališč Cerklje ob Krki in pa letalske baze Brnik. Tako da res smo postavili tukaj kar sredstva, ki so namenska, ki so v preteklih letih nabavljena in ki smo jih tudi pripeljali do operativne uporabe in sedaj jih uspešno pri našem delu tudi uporabljamo. Obenem izkoristimo čas, ki ga naši prijatelji, sodržavljani preživijo tukaj v vojašnici, da jim prikažemo en delček ali pa utrinek našega življenja in dela in pa seveda tudi v živo prikažemo zmožnosti naših letal in pa helikopterjev, kar je sigurno po mojem mala atrakcija. Drugo letalo Spartan pričakujemo v mesecu decembru, seveda se roki za dostavo lahko je prej, lahko pa tudi kakšen dan kasneje. Predstavljamo delo reševalnih psov, kaj počnemo, kaj delamo, kako se lahko včlanite, pač vse, kar ljudi zanima, kar vprašajo, pač povemo, probamo svetovati, probamo pomagati, razložimo, zakaj so naši psi sploh usposobljeni in zakaj jih potrebujemo. Danes v sklopu tega dneva odprtih vrat v vojaški cerkvi ob Krki se predstavlja tudi Gasilska zveza Brežice z svojo tehniko. Predstavljeni imamo 8 vozil različnega tipa. Predstavljamo javnosti svojo opremo, zaščitno opremo, naše delovanje, s tem tudi malo promoviramo se, da mlade vključimo v gasilske vrste, delamo na prostovoljni bazi, tako da rabimo še več kadra. Sodelujejo gasilska društva Obrežje, Kapele, Mihalovec, Skopice, Pirošca, Cerklje ob Krki pa Brežice mesto. Zelo smo ponosni, da smo pridobili 5 novih tehnikov letalcev v letošnjem letu, kateri bodo zdaj začeli opravljati operativno delo. In pa seveda smo zelo ponosni na naše pripadnike, ki so v preteklih 10 letih obstoja 15. polka vojaškega letalstva in zračne obrambe dali svoj prispevek, da je ta enota iz leta v leto napredovala, da se je razvijala in da smo dosegli takšne rezultate, kot smo. In na vojaškem področju, kakor tudi na civilno-vojaškem področju, kakor tudi na področju zaščite in reševanja, pomoči državljanom in tako naprej.